Mislim, da je Luka Koper že tako ali tako zelo uspešno podjetje. Vemo, kakšna je rast pretovara v koprskem pristanišču, tako da najbrž tle nekih ekstremnih potreb po dodatnih poslih najbrž ni oziroma jih objektivno ni. Po drugi strani je vprašanje, kaj bi tak tovor pomenil. Vemo, da če bi šlo za prevažanje orožja ali pa pač kakorkoli vojaške mehanizacije, najbrž je to tudi neko varnostno tveganje. Po drugi strani bi zahtevalo tudi večji nadzor znotraj samega pristanišča, tako da je vprašljivo, ali je to iz tega poslovnega vidika smiselno. Tisto, kar je seveda nesprejemljivo, da bi pač Luka Koper postala nek logistični center za Zvezo NATO. Mislim, da tu ni potrebe. Če bi si želeli investicij, jih lahko najdemo ravno v prihrankih izdatkov, ki jih namerava država dati za Zvezo NATO. Govorimo o tistih 1,2 milijarde, ki jih obljublja država zvezi. Po drugi strani pa se moramo ponovno vprašati, kakšne so tudi meje rasti koprskega pristanišča. Po eni strani se še vedno prevaža veliko spornega tovora oziroma umazanega tovora, če tako rečem, in mislim, da bi morali tu dati kot država večji vpliv na to, da bi koprsko pristanišče začelo tudi malo bolj okoljsko ozaveščeno poslovati, torej zamenjati sipke tovore in kemikalije za mogoče kakšne druge bolj oziroma manj onesnažujoče tovore, kar orožje verjetno ni. In začeti vlagati več v ne samo vzdrževanje okolja, ampak tudi v izboljšanje socialnega statusa v Luki. In v prvi vrsti imam tle v mislih ukinitev tako imenovanih IPS-ov. Zdaj ta tristebrni sistem, o katerem se zadnje mesece govori, je samo obvod od prejšnjega stanja, ampak dejansko ne bo nobene izboljšave. Tako da mislim, da tu bi fokus moral biti predvsem na tem, da se izboljša poslovanje koprskega pristanišča, ampak v smeri večje socialne odgovornosti pa socialne solidarnosti, predvsem kar se tiče zaposlenih, po drugi strani pa tudi okolja in vpliva, ki ga ima na obalna mesta.